Zdravljeni, moje ime je Gašper, mi gledate oddajo Super Stylish. Daleč od oči, daleč od frizure. Danes z nami ena posebna oseba. Gostil sem že njenega brata in danes z nami Severa Đurin. Živijo. Živijo. Super, super. Ne, že brat je takrat naj te povabim in sem bil ful vesel, da mi je to predlagal, ne? Ja, super. Ja. Sem gledala, da zelo sta bila in kar friziral, ne? Ja, kar friziral, ja. Togav, ja. Zato, ker v bistvu sem mislil, on je ful zanimiv, moram še provati ženski spot, to bo še bolj zanimiv, ne? Še ženski del vaše družine, ne? Kaj si si kaj zamislila, ha? Vem, greva na paža ostrišt. Ja, greva, ja. Recimo, ne? Lahko jo postrižemo, čist, ja. Jaz mislim, da naša Nina, ne, že ostrižena, ne? Na pažek. Ne bi strigla, jaz to tega. Ja, ja. Ne znam strišt. Ampak bi lahko tek kodre malo preuredila, ne? Ja, lahko. Boš kakšno idejo? Ja, imam idejo, veš kaj, le. Veliko ljudi se sprašuje, kako si najlažje doma uredimo kodre, ne? In jaz bom zdaj pokazal en tak postopek, kako si z difuzorjem. Kaj pa, če difuzorja nima, kar večina v Sloveniji doma nima, ne? Bom pa pokazal en tak star old school trik, ne? A difuzor to je ono za svetlobo loviti? Ne, to je kar tak za zrak loviti. Povej mi, kaj pa kaj pri tebi aktualnega? Kaj pa vem, v bistvu glasba, tako kakor zadnja leta, plošča v bistvu sem sred dela, tako da to je najbolj aktualno, no? Koncerti so bili zdaj te mesece, zdaj malo manj. Ja, tvoj glas je res nekaj posebnega, ful je čudovit, ful je drugačen, ful je ekstremno drugačen od starih punc, ne, od starih pevk slovenske, ne. Mislim, pa si se šolala kot to? Ne, nisem se nikoli šolala. V bistvu, ko sem bila stara 7-8 let, sem šla na en let klavirja, en let petja, se pravi to nekaj to skupinsko pač, ne, teorijo pa to, nič tazga, tako kot vsi otroci več ali manj. Tako da pa sem šla pa ene dvakrat na jazz delavnico kot vokalist za teden, dva. To je pa to, v bistvu pač od tega formalnega znanja, no. Tako da, jaz mislim, da ta prepoznavnost nekako, da se moraš v bistvu, ne glede na to, da si šolana, ne ukvarjati s svojim zvokom, s svojim stilom. Ne, to je v bistvu tvoj zvok, tvoja poteza, tvoj način, ne. Pa v bistvu sem se kar prepustila, no, malo sem se pozanimala, pogledala, kako izgleda, pa sem približno že vedela, kako bo. Si posnel Mirko, vse to obvezno, to slovensko, ne? Ampak, glej, sem vzem mečkan loto, bom dal mečkan pence gor, sva se pa tudi pogovarjala s tvojim bratom, odkot izvira tvoje ime, ne? Tako da v bistvu zdaj ne bi z mečkom sem stopila, jaz bom dal mečkan pence gor. Od Prešernove, ne? Prekop, ja. V bistvu iz pismi manj znane, ne? Ja, zelo v bistvu neznana, ja. Ja. Je bila ena Severa, ni hotela biti z pesnikom, verjetno njegov alter ego, potem umre. Res? Ja. Ampak je res lepo, v bistvu ime je čist posebno, ne? Ja, meni je všeč, meni je bil, mislim, že takrat so znali biti ljudje moderni, ne? Že 200 let nazaj, ne? So vedeli, kaj je biti superin, ne? So mi rekli, da je ena zelo stara fado pevka, ki sem bila na Portugalsku, so mi rekli, da je znana Severa, ampak to tako ene par stoletij nazaj. Mislim, da je bila tudi prostitutka. Ja, tako je, kaj? Ja, lej, a veš, najdaljša obrt, ne? Ja. Vsem moškim so všeč, ne? V tistim, ki pa niso pa lažne. Mislim, da je izginil ta poklic, ne? Takole, ne? Jaz mečkam pence dol gor, da v bistvu mečkam lase zmočimo, lahko tudi kar z vodo, ne? Še rado malo tega, ne? Zdaj tebe ne bom mučil s tem, ne, da ne boš imela umazane roke, ne? Tako da če ti prizadem. Jaz ne vem, kako bi se znajla. Le, kaj mi drsi, no? Jaz sem kar navajen na stvari, kaj drsijo sem. Ne pa skor čisto podnesli. Videospot. Videospot, lani smo snemali za pesem Ali je še kaj prostora tam na jugu. Tako da smo se kar potrudili, taka manjša ekipa, Luka Jenko kamera, Tajana Urank režiserka in smo v bistvu kar več ali manj sami, plus minus še kdo naredili video. Tako kot mi danes tle. Ja, je naporno nekako, ko si v manjši ekipi, ker mogoče je fajn imeti še par ljudi zraven, da se delo lahko še malo lažje porazdeli.
ampak ta naredi sam produkcija v bistvu ti omogoča predvsem ogromno ene svobode. Ne? Zdaj, če znaš z malo sredstev, z malo aparatur narediti dober izdelek, pol v bistvu ni problem, ne? Ampak mislim, da profitiraš veliko več, kakor zgubiš, ne? Da denar ne prinese nujno dobrega produkta, to je jasno, ne? Lahko pa tudi ne denar prinese slab produkt, vse je možno. Tako da je bilo zelo zabavno in piko naporno. Koliko rabiš? 5-6 ljudi, da nekaj narediš, ne? Ali pa 3. Ja, množino rabiš. Ja, res rabiš na količino ljudi. Malo tam težko vse delaš. Ja. Kako bi recimo ti bil za kamero, pa ne? Težko, recimo. Lahko bi postavil, pa šel vmes, pa prestavil. Veš, to recimo že danes je težko, recimo z ženskami, recimo v salonu, ne, če razmišljaš, da kmalu bo ena ženska potrebovala 2 moške, ne? V salonu? Ja, ne, mislim na splošno. A ja, na splošno? Ja, a veš, ne. Ne vem, če stvari ni dovolj, ne, da bi postrežal vse, ne. Ja. Veš, ne. Imaš te kulture tudi, ne. Ja. Obstaja na Kitajskem, ne. To se nekaj dela, da tam se ženske imajo neko glavno vlogo in tudi moški opazijo otroka, vzgajajo, ne. Ženske so na vrh, ne. Taki pingvini. Ja, ampak kakor sem videl, se obnese. Mislim, bo. Mislim, večina res teh stvari kar malo priučenih. No. Vse smo si tako različni, moški pa ženske. To je res, tako, možgan drug, telo drug, nekako, ne. Ampak zelo veliko je pa tako, ko se navadiš, ne. Ni okolje nekaj najbolj močnega, da te determinira človeka. Ja, jaz tudi mislim to. Pa ni pa vse, kar je, ne. Da mislim, da bi mogli ljudje bolj svobodno živeti, ne. A veš, kaj en moški je dober, recimo, ne vem, primer, da imaš ti z njim otroka, ne, drug moški je dober za živeti, ne. Ja, ena je za božati, druga je za, ne. Ja, veš, ne. Malo topično zveni, ampak. Ja, ampak je pa bolj moderno. Ima pa nekaj, ne, zanimivo. Evo ga. Ja, ne, pač v bistvu, da ni favšije, je super, ne, da ima ženska 2 moška in moški 2 ženske, ne. To, da jaz bi to v bistvu bolj v tej smeri dal, da pa lahko izberaš, ne, za eno ali drugo, ne. Dobrodošli nazaj, z mano še vedno Severa. Živijo? Živijo! 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 Glavnim, ja. Zdaj boš mečkam posušila ti, no, da je mečkam. Zdaj bom jaz malo posušila. To je difuzer, to je najboljša rešitev, če imaš doma. Vsem narediš super kodre. Kaj se pa zgodi, če tega nimaš, je pa težava, ne. Da še ti mečkam posuš, ne. A pa ne greš tako zraven? Ja, kar bej. A greš šlo? Ja, ti kar. Kole? Kar malo prste kaj spodi, ja. Kole? Super ti gre, a? Boje, da imaš to v krvi, brat je tudi to povedal, ne? Ja, ampak on je večji frizer od mene. Samo on se je ful prebrala. Tle, on bolj ženska, pa jaz bolj moški. To je bila zelo dobra fora, ne, ko on me, sva se petka, sva se šišala, kaj bo naredila, vse, model sva zbirala, vse, kakšno frizuro, old school varianta, vse. Ja, ne. Mi smo bili prav stare stvari na kupiti, da se videl, pa že zdaj, ti se štari špandice, kaj neš. A tako? Evo, takole, super. Domečka tole ugasnila, takole. Super, the best. Kaj se pa zgodi, če tega nimaš, ne, tega nastavka, ne? Veš, kaj se zgodi, ne? Jaz imam tudi sam to brez nastavka. A ja? To je pa druga pesem, ne? Tole. To pa zdaj takole narediš, ne? Zdaj bi mogla mi mečkam lase še zmočiti, ampak vsem, ki so še rahlo vlažni od pene, to pa vzameš tole staro, old school penico, ne? Ampak to velja samo za tretma, za skravžane lase, ne? Ne, to je stara old school, ne penica, old school, stara mrežica, ne? A veš, ne? To so časi moški nosili, tako so, a veš, so imeli tako... Še danes kuhari? Ja, kuhari pa res, ja, sem čez to bi lase. Ja, ne, ni ta prava, ne? Ni na veka, ima kuharje, ne? Te mrežice on zagotovo ne nosi, ne? Ne, nosi, ne, res. In fanti, kuhar, to je to. Ja, evo, tako, ne, zdaj pa daš tole na glavo, bo znala to dati, ha? A da bi sama probala, ali bo skozi eno, kar dajmo, ne? Probo. Ja, tako, ne? Ja, odlično, ne? Vse da je not, vse ti gre, ne? Nekako. Imaš kar finik, ja. Ja, pa bližno. Ja. V bistvu sem ravno še tebe, ne? Evo ga, takole tole zavijeva. Da ne pa ta luk všeč. Ha? Ja, ta stil mi je všeč. Ta luk, ne? Ja, ta iz 50-ih. A ni dober, ne? Zelo sem uštimana, a hkrati delam opravila domača. Ja, ne? Evo, ona to je zdaj končana, evo.
Ja, hvala lepa, ko si bila danes današnja. Ne bom kaj bil, ajde. Ne bo smetati. Vglavnem, takole lahko v bistvu večkoma obrne, takole, da vidi ljudje, ne. To je mrežica, ki jo dobite v vsaki trgovini, ne. Sem začel nazaj delati. Včasih je bilo to mečkam težje dobiti, še kakšnih 10-15 let nazaj, zdaj pa to spet prihaja nazaj v modo. A prav tako za ven nositi? Pa ja, mislim, če hočeš biti nekaj posebnega, ne, se lahko da za ven, ne, se vidiš, da je zelo ekstravagantna zadeva. A si predstavljaš? Jaz se dostikrat nosim ponočno. Malo ne verjamem. Ne, in kaj je zdaj trik, ne, zdaj pa trik tega, ne, da v bistvu zdaj povrh tega sušiš, ne. Če ti nimaš tistega difuzorja, zdaj pa takole, ker se ti v bistvu ti ne razpihuje las, ne, in takole delaš, ne, zdaj pa to poskus, ne. Dobro. Dober trik, ne. Res te posod, a vidiš, ne. In potem ti ne razpiha las in nastanejo fenomenalni kodri. Ampak tu sam, če imaš že malo kodrov, drugače se Ne, težko to gre. tudi gre, Sam ampak takrat pa moraš imeti kratke bolj. Ja, takrat moraš dati pod glavo naprej, takole si namažeš penco, daš nazaj, stisneš z rokami, daš gor mrežico in sušiš. In isto nastane, ja. A ja, tudi z mrežico, to pa še nisem tukaj sprobala pri sebi. Ja, to je dobra stvar, veš. Dobra stvar. Evo, takole posušiš. Ja, ti še kar mečkam dej. Super ti gre, ne? A pa pol trinkrat dobimo tudi mi gosti tlele. Ja, boš dobila vse. Ja, bravo, super, ne. Imela si tudi uspešen koncert v Drami. Ja, glihkar v bistvu decembra, se pravi konec 2015, smo imeli dva zaporedoma razprodana v Drami v okviru cikla Akustika. Ja. Tako da to smo bili zasedbo. Ej, povej mi, a še imaš kaj trenje, ko greš na oder? Toliko časa. A res? Se pol izgubiš na odru. Pa koliko časa? Kako je po prvem komadu? Ja, 1 ali pa 2. Pa si to na začetku zastaviš kakšen poseben komad, ker ti je lažje, ali potem ali začneš lahko že kar tako izpraviti? Mislim, je to kak trik v tem. Ja, ne vem, kako sicer drugi delajo, ampak so kakšne pesmi, ki nekako jih lažje izvajaš in je fajn, da se nekako poješ, da jih daš v začetek, da niso prezahtevne. Ja. Čeprav sem jih zadnje čase začela biti še bolj zahtevna do sebe, da sem rekla, nič, bom to, čeprav je zelo težko dala na začetek in gre. V bistvu ja, ta najna primarna družina je bilo veliko skozi glasbe prisotne, ne. Konec koncev je oče igral Kekca, tako da v bistvu že kot otrok nekako dobiš en del te muzike iz filma, s katero se mogoče identificira drugače od povprečnega otroka, ki gleda Kekca, ne. Ja, ves čas je malo prisotna. Govor o glasbi, ja, tudi glasba, govor o glasbi, pa enkrat enih drugih stvari se zares ni, zdaj sem glasba, ki... Gre, ne? Ja, sem prej malo razmišljaš, da danes bo pa tak začetek in šel bo, vse bo kul in pol je. In pol na koncu je kul. Prava karma. Načeloma. Prava karma. Sva, ne? Mirko, poglej. Jaz mislim, da je to že super. Prava karma. Potrebna je prava karma, ne? Pa to je super, ne? Karma, vse posod. Super stylish karma. Super stylish karma. Dobrodošli nazaj, z mano še vedno Severa. Živa, še enkrat. Še tretjič. Evo, super si tole naredila, ne? Zdaj sem mrežico sva dala prej gor, sva mečkam posušila, ne? Če tisti, kateri zelo vmes gleda, da ve, zakaj se gre, se pravi, zmočiš lase, daš mrežico gor in posušiš na takšen način, kot si ti prej. Zdaj pa lahko mečkam pene še prej, ja. Takole, zdaj pa lahko to dol potegneš. Ne? Še izpočasi. To ni šlo. Takole, semle, hopala. Zdaj pa sam mečkam pokuštaj. Poglej, kakšen lepi kodri. Evo, napaža, tako kot smo v osnovi že izmišljali. Poglej, no, kar skuštri, lepo. Sam je res ful dobro. Je dobro, ne? Sina, poglej, kako je enostavno. To je to, vidimo te pri raznih projektih. Ja. Na kratko o tem. Časovne skice z Borutom Činčom, to je bilo 2 leti nazaj, tako meditativen projekt, kjer je glas bolj kot inštrument uporabljen.
pa kakšna gostovanja, pa take stvari se kar zgodi. Drugače pa te stalne stvari so pa kvartetna zasedba, tako kot so prej omenila. Ja. Z Galom zelo veliko nastopam, v bistvu on ima zdaj Temno godbo, je bil tudi te upravi zanj pretepi. Ja. Nekako pri tem projektu prejšnje leta je naredil z orkestrom Cantabile, en tak super projekt, spisal vse te aranžmaje na novo, tako da tam sem bila pravzaprav skozi zraven. Zdaj CD, da CD ste, Ja, tako da v bistvu z njim konstantno sodelujem, ali ima v kakšne skupne nastope, ali v manjši zasedbi, ali v malo večji, Cantabile, pa to, kar sem omenila, pa z Dejanom Lapanjo, s kitaristom, super kitaristno, pa tudi v bistvu neko pa tudi igraš kitaro, sem videl, ne? Ja, sicer ne, zdaj ne vem koliko, ampak ja. Ampak igraš, ne? Ja. Pa videl sem, da dosti kavice tudi spiješ, ne? Spijem kavo, ja. No, pa veš, zakaj lahko uporabiš ta zod, ki se postane, ha? Za kakšne frizerske ali kaj? Ne, za kozmetične namene, ne? Kozmetične, a res? Ja, poglej. Vprašaj Urško, zakaj lahko uporabite to sedlino? Pozdravljeni, moje ime je Urška Sedmine Tamše. Smo v lepotnem kotičku. Danes vam predstavila koristen način, kako uporabljati kavno sedlino. Ste že popili svojo jutranjo kavico? Če še ne, jutri, ko jo popijete, spomnite se name. Iz te maske, ki jo bom danes predstavila, si lahko hkrati pripravite tako masko kot peeling. Primeren je za vse tipe kože, tako za obraz kot za celotno telo. Ampak potem rabite malce več kavne sedline. Za masko potrebujete kavno sedlino, olivno olje, in med. To bomo zdaj vse lepo skupaj premešali, da dobimo gosto zmes. Rada bi še povedala, če imate mešano kožo ali težave z aknami, potem namesto olivnega olja dodate nekaj kapljic limone. Če pa želite ali se odpravljate kam na kakšno prireditev in želite hitro napeto kožo, potem dodate en stepen beljak. Zdaj bom to pokazala kar na sebi. To masko je priporočljivo delati enkrat tedensko. To si tudi koža vaša zasluži. Tako da, če nimate kakšnega trakca ali sponke, si nanesete takole na tako kapo za hitro uporabo. Da zaščitimo lase. Nanesemo masko iz kavne sedline po celotnem obrazu. Maska je priporočljiva za vse tipe kože. Izboljša tonus kože, izboljša prekrvavitev, odstranjuje odmrle celice, koži vrača ten in pa tonus. Lahko si jo pripravite enkrat tedensko in vedno zvečer, tako da po odstranitvi nanesete še samo nočno kremo in hitro v posteljo. Takole masko masiramo od 2 do 3 minuti, izpustimo predel okoli oči, kajti ta je najbolj občutljiv. Maska zelo prijetno diši, me kar prebudila. Pri tej maski je zanimivo, da je ne speremo po 10 minutah, ampak jo pustimo na koži najmanj 20 do 30 minut. Verjemite mi, koži boste naredili ogromno korist in zelo vam bo hvaležna. Evo, moj čas za to lepotno pomlajevalno masko je potekal. Je potekal tudi vaš. Masko temeljito izperemo. Če bo vaša koža malce pordela, nič za to. To je čisto normalen učinek. Do jutri se ne bo nič več videlo. Takole, ko masko odstranimo, super. Nanesemo še samo nočno kremico. Evo, takole. In
Pripravljeni smo za nočni lepotni spanec. Stari rek pravi, vaša koža je vaše ogledalo. Se vidimo. Še vedno ste z nami v oddaji Super Stylish. V glavnem, ne? Prej sem se pogovarjal o tvojih sivih laseh, nimaš jih nič. Dva imam. Dva imaš. Priznam. In si izdala en svoj dober trik, vzameš full master in jih pobaraš, ne? Ne, v bistvu tisto, kar sem se prej pogovarjal, da zdaj čakam drugo stopno. Zdaj v bistvu imam dva, ki se nahajata nekje tle na razpotju sistema in potem gresta včasih prvokotno na podlago, zato se jih zelo lahko detektira. In ju kar odstrižem, kdaj pa kdaj, tako da nimam sivih las dejansko. Ta s full masterom je full dobra ideja, ne? S full masterom to razmišljam pa druga varianta, da preden greš na barvanje, preden priješ do strokovnjaka, da če imaš 4-5, da mogoče bi jih lovil z alkoholcem. A pa to bi šlo, misliš, da bi se šlo? Rabimo punce, rabimo trike, da smo lepe. To je naš ego, to je treba upoštevati in graditi, ne glede na to, kakšne vrste punca si. Šli smo tudi na ulici, da večkrat ljudi vprašamo o tebi. Tako da gremo, ne? Pa gremo na ulice. Pejmo. Ja, mislim, da je to pevka Severa Gjurin, nekaj takega. Ja, ta Severa Gjurin, ja. Simpatična, zelo, vidim, da je pozitivna oseba, tako oči so zelo izrazite in ima lep nasmeh, tako pozitivna oseba. Čedna. Ko pa vem. Taka dela, simpatična zgleda, ko ima očale pa dolge lase. Če je pevka, še toliko bolj, če dobro poje. Fajne usnice ima, ko ima namazane, pa tako rdeča, lepo usklajena. Še vedno ste z nami v oddaji Super Stylish in z mano Severa Gjurin. Poglej, tole sva zdaj naredila, ne? Super. Ampak, da ne bo frizura tako navadna, ne? Moram mečkam še malo popestriti, ne predlagam, ne? Da za tebi špangicami cik-cak prepnemam, ne? Boš to, jaz ti bo nek partij bom doma. Mečkam, moraš delati, ne? Malo te še moram namučiti, ne? Ti boš pa malo še povedala v tem odnosu z tvojim bratom, kako bi to zdaj vse funkcionira, on ti piše mogoče kakšno glasbo, snemate, to gor, vsem povej. Kako to funkcionira? V bistvu, ja, funkcionira pravzaprav tako, nekako sta zelo karierno in osebno povezani najini življenji, ne? Mislim, tako, jaz v bistvu, ko sem prišla na sceno, je bilo zasedbo Olivijo, kjer je on itak napisal pač glas. Ja, kadar so sama. Kadar so sama, ja. Ta komad je čudovit. Ja, čudovit. Sam res, mislim, res ne, ful, to je brezčasen komad, ne? To je razlika od njega. Se tudi spomnim, ko mi ga je kazal v dnevni sobi, tako zelo se spomnim. Ja? Tako da na več načinov povezano, no, pa pač še vedno. Recimo, ne vem, prej sva omenila Jug pesem, se pravi, tako je videospot nastal, predtem je Kakor da se nič ni zgodilo nastal. Je ga tudi večinsko v bistvu naredil on pesem, so pa v bistvu skupaj, tako da sem jaz tudi nekako soavtorica glasbe v tem primeru. Ko si me pa prej vprašal, koliko on vse, ali tudi mikse, ali to, ali ono, recimo tudi v tem primeru je vse inštrumente on odigral, tako da res nekako poln, ja, nadarjen, poln, tudi deloven, tudi zelo, tako da tle v primerjavi z nama dvema sva različna človeka, normalno, on je tudi veliko bolj v literaturo, jaz sem v likovnosti v bistvu začel življenje, ampak kot glasbenica pa kitara od A do B, posluh velik, pač ne in tako naprej, ampak nimam pa iz tega celostnega znanja pa pristopa. Mi včasih tudi manjka, kaj slišim, bi rada, pa pol rabim druge ljudi, da grem še par korakov naprej. Ja, se to me je zanimivo, v bistvu ljudje premalo poznajo kvaliteto takšnega glasbenika, ker on je tudi producent, kar je razlika, da še znaš tiste snemati, ker bi ljudje vedeli, koliko dela in znanja je potrebno za to, da ti zvok, sound zapakiraš. Ja, se ti vidi, koliko imaš rad glasbe in koliko si noter. Ja, zato ker razlika je nekaj, nekaj ti v živo odigraš, takrat bobnin, človek misli, vse je super, ampak takrat tudi
dosti glasbenikov prikrije svoje neznanje na odru, Tudi, ampak potem tudi, tu se pa vidi, Ja, ne, kdo ja. ima znanje, ne, kako pa Ja. na zgoščenki zveni glasba na tak kvaliteten način, Ja. to je pa ti za zvar in Ja, to ja. je brat res zna narediti, ne. Ja, ja. To mi je všeč, ne, da všeč mi je, kaj je širok, ne. Ja, se strinjam. To da. Vse so velikrat prezrte v bistvu producentske stvari, avtorske Ja. stvari. Zares mi Ja. vidimo persono na odru, ne, vidimo zvezdo, tako ljudje nasplošno gledajo. Ja. Ne. Tudi literati, ne, tiste, ki Tako. jih vemo, oni, ko so Hemingway, pa to vsi Ja. vemo. Ne. Ja. Če kakšen, ja, ne, tako, se pravi, vsebina je skrita. Ne, malo bolj. Vsebina skrita. Ne. Ne, njena glasba meni res všeč. Všeč mi je, ne, poznam vso glasbo, ne, poznam od njega brata, poznam njeno glasbo. Glasba mi je fenomenalna. Evo, zdaj šeš pa ti pripeljati, lele, še ti skaj imaš, ne, takole, lej, v cik-cak, bo šlo. Aha, a se pravi na ta način nadaljujem? Ja, takole greš, Okej. daš zgor, ne, ker to Okej, ti, čakaj, lej, ti z temi predprostimi špangicami narediš en tak trik, no, pa se lahko poigraš in vidiš, da lahko mečkam frizuro še drugače ne ziraš, ne, da ni to kar za pripet lase. Takole praviš. Kako pa tvoji lase, koliko ti skrbi za to, ne? Ma, v bistvu, veš, kako skrbim za njih, da jih prijazno češem. Ja. To je ziher tak dober nasvet za vse punce, ki skrbimo za svoje lase, da jih češemo prijazno. A je tako? Ja, to je res, ja. Ja, ker v bistvu vsakič, ki jih češeš, jih ti mehanično malo raniš. Poškoduješ, ja. Ja. To je res, ja, ker mehanska poškodba je v bistvu... Že česanje, ja, ne? Že česanje, ja. Ja. Tako, tako. To me je naučil moj frizer. Ja, to je Ja. dobro, imaš dobrega frizerja. Ja, V bistvu ja. ima kar znanje, ne? Ja. Da ve, kaj Robert se govori. poznata. Mogoče, da se poznamo na vides, ne? Ker 3000 frizerjev Po mojem Slovenije- se zdi podobno, malo tako A res, po a kaj? občutku. Ja. Ha? Ja, no, vse to je pomembno, ne? Saj pač pravi, da se folk se po vibraciji Se bolj najde, spoznajo, ne? po vibraciji, ja, točno to, ja. Ja, zelo lepo. Lepo, ne? Cilja, ne? Če se nastavlja več, kot je skuštrava, ne? In dobiš en tak under, kako bi rekel, tak si kot undercut, ne? Sam da ni za Ja, brito, ja, ne? ja, ja. Tako, To, kar je zdaj moderno. ne. koliko se pa ti zabavaš, pa sprostiš? S friziranjem? Ne, v bistvu, kaj pa vem, malo ven, malo kaj s prijatelji, pa tako. Ja, Malo v naravo, tudi ne, to res delam. ja. da se Narava, človek malo- se vračamo potem vedno k naravi nazaj, ne? Ja, v bistvu mislim, da mi smo narava, tako da ta stavek je narobe. Ne moreš Ja. ti iti v naravo, če si narava. To je res, ja. Ni moja misel, ampak je dobra, ja, ne? ja. A ni čuden stavek? Ja, res je Gremo čuden v stavek. naravo. Gremo v naravo, če mi smo narava. Ja. Tako da, ne, super. Super. Še vedno se z nami, z mano Severa. V glavnem sem pa tudi, mislim, zelo se spomnil, da mi smo dejansko bosta, če nam zmanjka elektrike. Ne? V poklicih, ne? Ja, v poklicih, ja. Ja. Jaz tako ne pojem brez mikrofona, recimo, ne? Zelo redko. Mislim, Ti da sem, ja. fenaš brez fena? Brez ne? fena težko, Ne. ja. Stranko lahko postavim samo ven, sem zdaj lebitak in se izmrznem, si predstavljaš. Se pravi, rabiš samo avto, v bistvu. Da, še ven čez avto, je to. Vse se da, ne? Ja, vse se da, če Ja. se hoče. Ne? Ja. Jaz sem zelo hvaležen, da si bila ti moja Hvala gosta za danes. povabilo, z veseljem. in Zelo je bilo luštno. Res, vesel sem, da sem gostil tvojega brata in tebe in da smo naredili en tak paketik. Ne? Zdaj bomo pa videli, ker bomo dali oddajo na YouTube, katera bo imela več ogledov. Dokler to je Lea pa Sirk. zmagovalna. Sirka poznamo, Lea pa ne. Hvala, da ste bili z nami. Se vidimo naslednji dan. Super staniš.